Vrejo bo, okej? Ne sekiraj se, ne joči malo. Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. V današnjem videu gremo z Anjo malo ocenjevati različne božične lučke. Gremo v 3 države in pa v 3 glavna mesta. Prva država je Slovenija, mesto Ljubljana, kjer smo zdaj. Druga država je Hrvaška, glavno mesto Zagreb. In pa tretja država je Avstrija, glavno mesto Dunaj. Anja, si ready? Ja. Imaš rada lučke? Ja. Gremo prvo te oceniti Ljubljano? Ja. Ajde, pičimo. Zahodimo do Prešernega trga, kjer se bi naj vse dogajalo. Tu ima baje največ lučk. Sem pa pogledal, da naj bi porabili cirka 220 jurjev za te božične lučke in smrekice in strele in zvezde in vse možno. Tako da bomo videli, kam na teh 220 jurjev šlo. Tak jim je povedal Google, možno sem čist falil, ok, tada ne me za napadati. Ja, malo sem se zmotil, v bistvu so porabili približno 265 tisoč evrov, je pa vsaj 50 kilometrov lučk. Po celi Ljubljani seveda, ne? Kot pa vidite, to smreko za mano, ta smreka naj bi bila velika oziroma visoka, približno 21 metrov, je pa težka 5 ton. Tako da Anja dvigla je neboma. Jaz mislim, da je čas, da si mi da privoščimo en kuhanček, ker to je del najnega ocenjevanja. Ne? Ja. Vse smo te Štajerci, je tak. Bom bolj tiho govoril, da sem Štajerc, ker ko sem bil mali, sem ful grdo govoril o Ljubljani. Ljubljana rad vas ima majke mi. Štajerci. Mali sem bil Anja. Evo, smo se zašli v sedu, da probamo te miške in to kuhano vino. Plačal sem 11,50 €. Oj. Anja, ti imaš najslabše reakcije. To je tako, da bi že na pol jedel, jebote. 7 € so palačinka mi je računo. Bomo šli, jaz bom šel pogledati, če isto stane palačinka pa miške. 7 € pa belo kuhano vino 4,50 €. Rdečo kuhano vino ni belo, tada 2 fucking napaki. To ni šonta, 7 €. Probajmo prvo očitno. Vrega je za haro. Probajmo še miške z nutelo. Če bo dobre, bo kar veliki plus za Ljubljano. Kako je? Impresivno dobro. Vrej se ga hara, 3 spijem, pa že je slam tu. Je slam v vsakem primeru, vem, ja. Ljubljana zmaga. Sploh smo na začetku videli, smo pa Ljubljana zmaga. Top. Gremo še mi malo zdaj pogledati naprej lučke. Overall še malo ocenimo, pa pičimo v Zagreb. Ajde. Wow. Ne se rad delal norca, ker ne vem, kaj je to, da ni koga pogreba ali pa nekaj, ampak doživetje je vedno večje v Ljubljani. Ja. Pazi. Kom grejo, zdaj nam sledijo. Kom grejo. Kaj gremo za njimi? Pardon. Nič ni brezplačno, da sem šel ven, ne vem pa zakaj so igrali bobne. Bom vprašal. Spava stavnika, vprašam. Kaj se pa tu naprej dogaja? Še en koncert je, 60. obletnica glasbene mladine Ljubljanske. Ok. In je zdaj koncert na akademiji glasbeni, potem pa še v Cankarjevem. Super, najlepša hvala ste mi pomagali, hvala vam. Ok, 60. obletnico glasbene, ne vem, kaj mi je rekla, pozabil sem, 60. obletnica glasbene nekaj je in zdaj imamo še en koncert, tada je v Trgancija. Zdaj, če je rave, gremo, če pa ona samo z bobni špijala, pa ne gremo. Gremo dalje na lučke.
Evo, najin izletek v praznično Ljubljano je konec. Zelo sem zadovoljen, lepo je okrašeno, mogoče je vsako leto ful podobno oziroma skoraj isto, Ja. ampak respekt, mi v Mariboru imamo za kurac okrasitev. Tada Arsenovič, get your money up, boy, naredi malo lepše. Drugače pa, overall si zadovoljna? Ja, sem ja. Pač Bi kaj spremenila? Kuhanček bi lahko bil malo bolj poceni, pa malo bolj močen. definitivno bolj poceni, Pa pa jaz več lučk. Jaz mislim, da sem bil skeman, več lučk. Ja. Zdaj gremo na več lučk. Zdaj pa pičiva v Zagreb. Evo naju v Zagrebu, glavno mesto Hrvaške. Moram priznati, v Zagrebu smo že bila, zelo lepo imajo okrašeno, ampak mi smo komaj zdaj na enem trgu, imamo še ful stvari za pogledati, tada pičimo. Za nama je kar veliko drsališče. Anja, znaš drsati? Ja, znam drsati, ampak ne bi zaravno drsala, ker že nisem tako 3 leta drsala. In to jakna me otežuje in nočem past. in ne bi Christmas zdaj. spirit uničen, ponovno. Boljše vem, da znamo odjakajo. Ok, nima veze, v glavnem ful veliki plus je, ker ima zadaj drsališče. Drugače smo pa na trgu kralja Tomislava. Za nami pa še neki art, ko neki muzej, tako je vse na Googlu zgledalo. Po moje je dosti bolj pomen kot muzej, ampak koga to zanima, mi smo prišli lučke gledati, ok? Gremo mi okoli, ker dejansko je celi center Zagreba je v lučkah, kar je ful lepo. Dosti lepše kot Ljubljana, mi dva smo že bila tukaj na lučkah, zdaj pa gremo malo bolj na bližje pogledati, pa vidim, da so že žejn, ne? Evo, prijatelj je bil ful na hece. Rekel je 18 evrov, ko sem oboje naročil, pa sem mu hotel dati, pa je bil tak šalim se. Pa sem rekel, dobro. Je rekel, kaj boš imel črno čokolado, sem rekel ja. Belo, sem rekel ja. Je rekel, ko je vino, sem rekel rdečo, ne? Belo? Ja, rdečo. Ni bil smešen, probamo, ajde da vidimo zdaj. Čista tema, Jesus Christ. Ker so boljše kot pa v Ljubljani. Sveže. In pa crunchy. A vroče? Ja, daj ga v usta celega. Ne, daj te ne strah, vse veš. Kaj pa je bilo smešno zdaj? Tak, ja. Nič da gre. Soja. Approved. Malo boljše kot v Ljubljani, tako da še en plus poleg drsališča. Kuhano vino, važen del, če sem Štajerc. Malo brez okusa, ni tako kislo kot tam. Malo je brez okusa. Dobro. Govorim dobro, ker me gleda, ne, ampak orang, stari. Še kaj se lažem, ker me gleda. Pač pune je mit, ampak kimam, da je kao dobro, ok? Res je mit, stari. Fritole so pa ful dobre. Hvala, da me držiš majk mala. Ne budeš tako, a? Še en plus, vsaj za mene je, ful dosti imajo točk v Zagrebu, kjer se nekaj dogaja. Zdaj nismo na istem trgu, kot smo bili prej. Zdaj smo že na drugi lokaciji, ki izgleda dejansko ful cozy in zabavna. Tak, še enega kuhančka bi spil, če oni ne bi bil tako hudo voden. Ampak glej, vsaka čast, ni to edina lokacija, gremo še na tretjo lokacijo, saj za katero jaz vem. Mislila, da sem se jaz hecal, ko sem rekel, da nima samo ene lokacije. Smo na tretji lokaciji. Tretji lokaciji, ne? Ja. Ta lokacija je moja zadnja najljubša, ker se tudi najmanj dogaja, pa realno ura je že 11, ampak že prej je bilo prazno. To je tako, veš. Tam začneš pit, ne, pardon, joj, ne, Anja. Tam začneš praznovati Božič, pol pa vedno stopnjuješ tu, pa se ponavadi tvoj božič konča tako za njih.
če vidite katerega, da malo poševno hodi, mu je samo slabo. Popil sem pol kafane. Najino praznično obiskovanje Zagreba se končuje. Moram priznati, da sem pozitivno presenečen. Kaj pa ti, Anja? Meni je bil Zagreb ful všeč. Najbolj. A ja, nismo še videli vseh krajev. Nismo še videli vseh krajev, tako da mest v bistvu, ne? Težko bo. Zdaj sledi še Dunaj, ampak če lahko pogledamo, vse se že prazni. Realno, zelo zadovoljen, ful dosti imajo okrašenega, več po moje kot 50 km v Ljubljani, pa tudi Smrekica, če se malo premaknemo k njej, je malo prazna. Malo večja kot v Ljubljani. Tam je bila 20 metrov. 21 metrov, no je bilo tam samo, to ni večja, pa tudi ne vem, če je bilo tam vlih 21 metrov. To je kar večje, bi jaz rekel, je pa malo prazno, ampak to nima veze, mi smo se imela fenomenalno, dobijo ful plus točk, edino kuhanček je bil malo slabši, ampak mi dva pičimo zdaj v Dunaj. Ajde, pičimo v Dunaj, smo. Anja, pridi sem. Cool fucking transition. Ena šansa je. 3, 4. Evo, nahajamo se v Avstriji. Bolj natančno se nahajamo na Dunaju, še bolj natančno. Štefansplacu. Štefansplacu. Lej, na prvi pogled lepo, ampak nič kaj ekstra. Anja, ti pa mi v tem trenutku malo povej o tem Štefanplacu. Kaj je tu zanimivega? Ti veš, da mi zdaj trenutno hodimo po truplih. Po truplih? Ja, ves ti Štefansplac je prekrit z trupli, ker je bilo tu včasih pokopališče. Jaz ne bi rad hodil po truplih, Anja, jaz sem samo lučke prišel gledat. Ne. Dobro, Matej, Tako lepo. danes hodila po truplih, upam, da nikoli več. Kaj sem še pa hotel povedati? Na prvi pogled ta 360, ko ste ga zdaj videli, pač vse so lučke, ne? Ampak ni zdaj ono, da bi me vtrgalo ven, da bi komaj gledal. Jaz hočem komaj gledati, neko mesto hočem najti, ko komaj gledam. Če vi mogoče poznate eno mesto, ko je ful dobro z lučkami opremljeno, mi prosim v komentar napišite, pa lepo prosim, subajte se, pa lajkajte ta video, ker v te videe gre dosti časa, dosti dela, pa kar nekaj denarja, ker parkplac je 6 € na uro. Samo da smo si na jasnem. Ampak meni najbolj carska zadeva v tem trenutku so tiste lučke, šandelir, kako se reče, v bistvu... Ja, luč, ne, pač luč. Tisto je kar carsko, ampak gremo mi malo bolj okoli pogledati, imamo kar nekaj mest, kar nekaj lokacij na Dunaju, tada Štefansplac je naša prva lokacija. Za nami je katedrala svetega Štefana, ki že stoji tukaj od 12. stoletja. Stara katedrala, drugače, če pa nisi vedela, preživela je tudi drugo svetovno vojno, no, nekako jo je preživela, rečimo tako, da je bila napadena, pa da se je streha pol porušila, pa se je vse skupaj sesulo, ampak overall je ostala cela. Te ploščice, ko vidite za mano na strehi, streha naj je bila sestavljena iz cirka 220 000 teh ploščic in kaj še je fora tega, nikoli sneg se ne nabere gori na strehi. Redko kdaj boste videli sneg gori na ploščicah oziroma na strehi, zaradi tega, ker je tako hudo strmo, da celi sneg dol pade. Ampak to je kot v kopalnici, bogati kopalnici. Zdaj se nahajamo na ulici Graben. Po čem je znan Graben, misliš, da, kot vidiš? Jaz bi rekel, da kar po luksuznih trgovinah. Zdaj, če naokoli pogledam, imamo Louis Vuitton, Chanel, Rolex, Gucci, Dior, Fendi, Prada. Meni se sviđa tvoja brada. Sorry, malo smo freestylat, jaz se opravičujem. Ampak ne vi, da je to ulica za bogate, zato smo mi dva z Anjo se odločila, da čim prej pobegnemo z te ulice, ker tega keša ni pod pojslo, ni v denarnici, ni na bančnem računu, nikjer. Je pa ful fajn, ko si ena izmed onih turistov, ko dela to. Ko bi jaz to imel! Ne moramo, stari. Imamo pa ljubezen. To ni dovolj. Anja!
bi imela Louis Vuitton torbico, gledajte in jo. Ne, to je še ena taka znana lokacija v centru Dunaja in spet iskreno nič kaj ekstra. Mogoče sem jaz ful nesram, ja, vse so trgovine okrašene z nekimi darili pa vsemi temi, ampak Zagreb je mene bolj presenetil. Za mano je Rathaus Park. Zakaj govorim tako hudo bedno? Zaradi tega, ker sem se zdaj glih pripeljal do sem. Mislim, od 3 minute do 10. Ura je 10 pa 1 minuta, ko smo mi ven stopili. In kak mi ven stopimo, da začnemo snemati mojo reakcijo, kak je to lepo, se vse fucking luči vgasne ob 10, vse luči. Pač vi se ne zavejate, kako hudo dobro je to izgledalo, pa kak mi je to zdaj dan uničilo. To je bilo ful dobro za video, ful jaz, če bi šli tu noter, bi bil Dunaj na prvem mestu. Ja. Dunaj bi bil na fucking prvem mestu. Ne, dejansko. Zdaj je overall, kaj smo bili v centru, je na zadnjem mestu, Ljubljana mi je bila lepša. Zaradi centra je Dunaj nič od nič. To bi lahko Dunaj ful rešilo, ker je res fenomenalno izgledalo. Ane, še imaš ti kaj za povedati? Ja, smešno je bilo, da prej si rekel, hočem toliko luči, da se vse sveti okoli mene. Če to je bilo tu! Se je vse svetlo. To je bilo tu, ampak kako se lahko ob 10 vse zapre? Kako lahko vse fucking luči vgasnete ob 10? Ne, alo, realno, jaz se opravičujem iskreno, jaz sem dal vse od sebe, da bi naredil svetovni video, oziroma klip iz Dunaja. Dunaj me je overall razočaral, ampak to, prisežem na vse, bi šlo na prvo mesto, če bi bilo to vklopljeno še zdaj. Na prvem mestu, Dunaj bi bil visoko na prvem mestu. Če ta video zbere 3000 lajkov, gremo ponovno na Dunaj v to mesto in celi video tu not posnamem, ker ta park je ful ogromen, ampak vse je bilo v lučkah. Pač res šitla, no. Žalostna sem. Vrejo bo, okej? Ne sekiraj se, samo zbrali 3000 lajkov, pa grem, ne joči, mala. Evo, in zdaj je konec videa. Kaj smo vsi čakali, da razglasimo zmagovalca, drugo mesto in pa tretje mesto. Začela bomo z tretjim mestem in mislim, da se lahko oba dva strinjama. Dunaj. Dunaj, jaz se opravičujem, ampak res vam pravim, to ne pomeni, da je Dunaj šit. Dunaj center je šit. Če boste sem prišli pa vaše otroke ali pa punco peljali, sem se res splača. V mesto se sploh ne splača. Do 10. Do 10. Ne vem, če smo mi abutla, mogoče, da ne vemo do 10, ampak vsaj lučki bi lahko imeli prežgane. Drugo mesto dobi Ljubljana. Ljubljana je realno bila čisto solidna. Nič kaj ekstra, vsako leto je isto, ampak jaz sem bil dokaj zadovoljen, kuhanček je bil dober, kar kul. Pa lučke se niso do 10 vgasnile. Dobesedno. In pa prvo mesto dobi Zagreb, jaz mislim, da čisto zasluženo, ker je full Christmas spirit tam, full je lučk, full lokacij imaš, kje se kaj dogaja, tako da res. Pa kuhanček je bil tak neki vodeni. Je pa res, da so se ob 11 zaprle stolnice, kar je full normalno, ampak ugante kaj? Lučke so še gorile. Ko pa ti? Ne, varianta, pač dobro, gledaj, upam, da ste vseeno uživali ob tem videu. Še enkrat povem, če zberemo 3000 lajkov, kar jaz mislim, da je skoraj nemogoče zbrati 3000 lajkov, prijemo še enkrat sem v to čudežno, maurično, prelepo deželo, park, in postavimo celi video, tu malo z Anjo ma šla drsati, malo na nekaj igrala, nekaj pojedla. Ta 3000 lajkov pa prijemo sem, drugač pa fajn se mejte se radi za Božič, za te praznike, bojte za vašo družino in s prijatelji, obdarujte se, obdarovanje se ne rabi biti drago, lahko je čist nekaj lepega, kot na primer Objem. Rad te imam. Jaz tebe tudi. What the fuck si tako dolgo rabila? Tako da ja, subajte se, idite na moj Instagram profil Jack on the Box in pa TikTok profil Jack on the Box, vse imate spodaj v opisu. Anja, še imaš ti kaki TikTok? Anja je... Nima! WTF, kako ti nima? Uživajte, ajde se čujemo. A, vroče. Ja, daj ga v usta celega. Ne, daj te ne strah, se veš.